V tokratni oddaji Moja družina bomo gostili enega najbolj prepoznavnih slovenskih ustvarjalcev besede, ritma in pozitivnih sporočil, Roka Terkaja, ki ga mnogi poznajo pod umetniškim imenom Terkaj. Je reper, tekstopisec, ustvarjalec, popotnik in človek, ki glasbo razume kot več kot samo nastop. Zanj je beseda orodje, s katero lahko nagovori človeka, prebudi razmislek in mladim približa vrednote, ustvarjalnost ter moč izražanja. V oddaji bomo govorili o njegovem otroštvu, družini, odraščanju, glasbeni poti, veri, smislu življenja in o tem, kako danes razume vlogo očeta, partnerja in ustvarjalca. Dotaknili se bomo tudi vprašanja, zakaj po njegovem mnenju nismo tukaj samo zato, da se rodimo in umremo, ampak da nekaj ustvarimo, predamo naprej in pustimo sled. Z nami bo Rok Terkaj, torej vabljeni k ogledu oddaje Moja družina. V tokratni oddaji Moja družina bomo gostili človeka, ki ga mnogi poznajo kot Terkaja, enega najbolj prepoznavnih slovenskih reperjev, ustvarjalcev in mojstrov besede. Rok Terkaj je umetnik, ki je rap povezal z jezikom, poezijo, učenjem in pozitivnim sporočilom. Njegova ustvarjalna pot se je začela v ljubljanskem Savskem naselju, z rapom pa se ukvarja že od začetka novega tisočletja. Poznamo ga kot reperja, tekstopisca, novinarja, popotnika, dvakratnega slovenskega zmagovalca v Freestyle Battle in univerzitetnega diplomiranega teologa. Rok Terkaj, živjo, pozdrav. Čau, lep pozdrav. Za odrom, rimami in nastopi je tudi človek, ki razmišlja o življenju, smislu, odnosih, družini in odgovornosti. V enem izmed pogovorov je poudaril misel, da nismo tukaj samo zato, da se rodimo in umremo, in prav ta globlji pogled na življenje bo ena izmed niti našega pogovora. Z Rokom bomo govorili o njegovem otroštvu, družini, odraščanju v mestu, o tem, kako so ga oblikovali ulica, beseda, glasba in vera. Dotaknili se bomo njegove ustvarjalne poti, pomena jezikov, projektov, s katerim rap približuje tudi otrokom in mladim, ter vprašanja, kako danes kot ustvarjalec, partner in oče razume družino, vzgojo, vrednote in odgovornost do prihodnjih generacij. Rok, dajva začeti Lep uvod. na začetku, ne? Ja. Iz kakšne družine prihajaš? Družina je, v kakšnem smislu te zanima? Velika, mala, o tem. Pač ožje mala, Okay. se pravi, drugače pa brata, kar široka. Ne, Aha, imam prijatelje. Tako je, ja, imam enega brata, v bistvu, ki pa ni pač krvni brat, pa imam veliko pač, bi rekel tako, ljudi, ki so najbližji bratstvu, po moje, kar je. Okay. Tako da, ja. A si Ljubljančan? Ja. Rojen V Savskem naselju. Savskem naselju. Kot moj oče, ja, tudi pa dedek isto, tako cela ta generacija od štarta. No, on ni bil v Savskem naselju rojen, ampak ja, drugače pa skozi v Savskem naselju. Okay. Mogoče katere vrednote bi potegnil, da si jih iz družine prejel, ki te zaznamujejo? Prva stvar bi rekel, da ena taka slika, ki jo imam noter je, a se spomniš, ti si isto ta generacija, ne, ko smo imeli spominske knjige, moja knjiga prosi, da jo čista roka nosi. Ne? No, za tiste mlajše, ki to ne vejo, smo imeli pač spominske knjige, ki si jo pol dajo naokoli po razredu in ti je vsak nekaj narisal noter, ne. In jaz se spomnim, da sem dal to knjigo očetu in je naredil enega velikega petelina pa enega malega piščančka noter, ne. In gor je napisal, to se še spomnim, ne razburjaj se, mali, učenost te še hitreje popelje v višave. Okay. In ta, bi rekel, takrat je to mene nekako, bi rekel, zadel, da ta učenje, učenost, ampak ne
na piflanost. Najprej sem mislil, da je to piflanje, da če veliko znaš ali pa če veliko memoriziraš, da tudi veliko veš, pa ni tako. Ampak učenje, znanje je bil nekako vgraviran skozi družino bi rekel, v moje gene. A ne. Po drugi strani bi rekel, po mamini strani pa ta v bistvu srčnost, radoživost, pa v bistvu dobrota. A ne. Ker jaz smatram mojo mamo, da je res tako, da je res človek, ki se precej razdaja za druge in ki živi to neko, bi rekel, pot srca. No. Tako da in to, ko enkrat tega se ne moreš naučiti, to lahko samo vidiš in jaz sem mogoče en del tega sem prevzel iz zgleda. Lepo. Ja. A si bil tak navihan otrok ali si bil... Do 5. razreda ne. A ne, ja. Ne. Kaj pa bo? Se pravi, po moje, da sem bil kot otrok, da sem bil bolj sramežljiv, bolj v ozadju, ker sem imel govorno napako, da sem jeclal, da nisem mogel povedati veliko, brez da bi jeclal. In to je, ker si pač mlajši, je to kar Stres, ne? Kar... avtogol je, ne? Zato, ker rad bi nekaj povedal, bolj, ker bi rad povedal, bolj te zablokira in pa evo, pa si pa pač tam, ne. No, pol pa, se pravim, v petem razredu nekje se je pa v bistvu začelo, da so nas združili še s tistimi, ki so ponavljali razred, ne. In to je bila ena, bi rekel, navihana skupina, ne. In so nas s tem, bi rekel, s tem svojim stilom pa odnosom do življenja so nas inspirirali. Tako da je bilo živahno, no. Je bilo, ja, in je bila čist druga switch v drugo smer, tako da to je to. Po sem pa nekako skozi v bistvu to, bi rekel, smer lovil, a ne, da učenost pa poštenost, ja, ampak da sem pa najbolj priden v tem vesolju, ali pa najbolj uglajen, bi pa rekel pač, da ne, no, da ga malo kdaj poševno, ne, ampak vedno z nekim pač na koncu dobrim pa srčnim namenom, a ne. Tudi najbolj priden pa poštrikan včasih ni bil dober, sem ugotovil. Se verjetno, tako kot se zdaj opisal, te tudi dojemajo verjetno tvoji poslušalci. To pa drugi bodo povedali. Kako pa so recimo, so finance kaj krojile še prav v družini tvoje življenje? So se pogovarjali o denarju, ga je bilo dovolj, tako, kako bi imel nek tak... Ne, bi rekel tako, no, da ja, zame, da bi občutil neko eksistenčno krizo, ni bilo nikoli, nisem dobil tega občutka, se samo pač v živo, da enkrat sem si ful želel pač eno formulico taka, ki je bila, ne, in pol sem jo pač dobil, pa mi pa rekel, mama, zdaj pa ne bo mogel biti več igrati, zato ker smo bolj na tesnem, ne. Takrat sem občutil ta občutek, ampak drugače pa bi rekel, da ne toliko, no. Ja, da je šlo. Kdaj pa si, lahko rečemo, da si zdaj podjetnik? Podjetnik. Nekje med umetnikom pa med podjetnikom, no. Se pravi, primarno moje je, se pravi, da imam za umetnost, a ne, ampak ker nočem imeti statusov pa teh stvari, a ne, da bi bil nekako odvisen od drugih. Na državnih prsih. Bi rekel, imam pač podjetje, a ne, in hkrati pa mislim, da je dobro, da ima vsak nekako podjetje, zato da se nauči tega sveta. Tako da razumem podjetnost do neke mere, da bi bil pa nek zelo ultra podjetnik, ki bi v vsako stvar gledal, ne vem, skozi KPI-je, skozi naslednji kvartal, kako bomo zrastali in tako naprej. Toliko nisem, ne, zaradi tega, ker primarno mora biti pri mojem poklicu srce, ne pa glava, a ne. In če ti začneš neke cilje delati, pa KPI, po čem boš meril, pa se tebi substanca, kar je, ne vem, energija, vibe, beseda, da se ti izgubi, je sicer v načrtu vse pravilno, sam ti se pa zgubiš. Je denar v bistvu posledica, ne? Kaj je denar? Ne vzrok. Denar je tako, ne. Bolj ta, jaz sem bil naučen bolj, ne lovi denarja, ne denar lovi tebe. Tako, a ne. To pa še noben gost ni tako povedal, ja. Ja, tako, da sam sebi ustvarjaš kvalitete na visokem nivoju, da se ekstra potrudiš, da greš skozi neko mejo,
se pravi neke banalne sredine, bi lahko rekel, da tisto, kar delaš pač vrhunsko, narediš neko zgodbo, ustvariš zgodbo in denar bo potem že prišel, a ne? A si svoj prvi zaslužek ali pa denar zaslužil zaradi umetnosti ali na kakšen drug Ne, način? Kdaj? ta umetniški čut je prišel kasneje. Se pravi, moj oče je pač zelo dober programer, in nekega tega, bi rekel, uvida ali pa občutka ali pa ljubezni za računalništvo sem nekako, bi rekel, podedoval, malo pa tudi pridobil, ker pač gledaš, kaj oče dela in ti je nekako zanimiv. In to je bil glih čas, ko so se začele prve spletne strani, je bil začetek interneta, če se spomniš. Dragi mlajši, včasih, ko si se priklopil na internet, so modemi piskali takole, in tako naprej. In potem si bil povezan z USB Robotics modemom. Ja, ne, koliko je bilo? 3,6 kilobajta je bila vrhunska hitrost. Ja, no, in takrat je mene začel zelo veseliti v bistvu postavljanje spletnih strani. In moj prvi denar je bil zaslužen tako, da me je to je bil Marko Cotič, ki je dizajner, me v bistvu povabil, če bi kakšne spletne strani delal, in potem sem, se pravi, nekaj delal, malo Photoshopa in potem sem zaslužil nek, bi rekel, temu prvi denar, no. Super. S tem bova tudi zaključila prvi del, ker čas zelo hitro teče, nič ne reče. Ti čas. Tako da, drage gledalke, dragi gledalci, kje pa ste? Vabljeni na ogled že drugega dela z Rokom Terkaj, Trkaj. Zdržite. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina s posebnim gostom, Rokom Terkaj, Trkaj. Tok. Nisem vedel, no, da si v bistvu svojo, rečemo, poslovno pot začel pri računalništvu, ne? Ja. Ker vsi te poznamo, ali pa večina, kot reperja. Ja. Kako pa je pol se nadaljevala ta pot tvoja ali pa izobraževanje z, bom rekel, podjetništvom oziroma umetnostjo? To je ta cela, ja, se pravi, tako je bilo, da nekako te dve poti sta se nekako združile, bi rekel, na začetku, ne. Jaz sem se pol nekje pri 18, 19 sem se zaljubil v rap. Bil je čisto spontan moment, ki mi ga je podarilo v bistvu življenje, da sem šel enkrat na Metelkovo, ko je imel en kolega rojstni dan in takrat so rapali. Bil je pa freestyle, se pravi freestyle, za tiste, ki ne vejo, je to, da si ti v bistvu izmišljuješ rime iz glave. In mene je to toliko fasciniralo, da sem si rekel, pa jaz bom to delal, pa če je konec sveta. Imel sem sam problem, da sem jeclov, a ne. Tako da to. Hkrati pa je pa bil glih to takrat tudi ta obdobje interneta, ko je bil, če se spomniš, vzpostavljen IRC. Ja? Okej. No, in na IRC-u je... Smo že stari, a veš. Za tiste, ki ne vedo, veste, ni se vse začelo z Redditom in TikTokom, ne, a veš, tako. No, se pravi, kaj je bil IRC? IRC je bil kot nek... Kot Skype, ne, ki se lahko pogovarjamo. A ima Skype kanale, ali pa WhatsApp mogoče, WhatsApp, no, kjer so kanali, kamor se ti lahko pridružiš in priključiš se lahko na različne serverje, podoben mogoče, kakor Mastodon dela danes, ne. In obstajal je en server, ki je bil undernet, ki ni bil čisto mainstream, ampak malo undergrounderski, in tam je bil kanal, ne boste uganili kako, #slowrap. Ja? No, in tam smo se nekako te prvi entuziasti začeli družiti in jaz sem takrat tudi dobil program Hip Hop EJ, kjer si lahko na easy produciral, pa neke pač bite, in takrat sem jaz posnel pravzaprav svoj prvi komad kar doma. In sem ga poslal okoli po DCC chatu, če se spomniš, ne? To je bil protokol, po katerem si lahko pošiljal podatke, in recimo za eno pesem, ki je bila 3 mega dolga, je potreboval cirka 10 minut, ali nekaj takega. To ni 1 terabajt. Ja, to ni, tako. No,
In tisto, kar je bilo pa fenomenalno meni, da sem potem dobil feedback, da ko se je to začelo okoli pošiljati, ta pesem, da je potem kar en, ki ima računalnik, je njegov sosed začel to glasbo nabijati. In to so bili prvi zametki viralnosti, ne. In po tem komadu, ki sem ga jaz takrat naredil, je prišel, recimo temu, ne vem, kako bi prevedel to besedo, nek hype. Nek hype okoli tega, hkrati je pa tudi potem se začel freestylanje, prvi battle in tako naprej, itd. Ampak ja, na začetku je bila pač umetnost, pol pa, ker je bilo vprašanje tudi, kako se pol podjetnost, a ne, je pa tako, da je bilo treba pol sčasoma, ko so se začeli nastopi pač večati, jaz sem najprej delal preko očetovega podjetja, a ne, da se izdajale račune, pa je bil pa čas, da se pač postaviš na svoje noge, ne, in kaj pa vem, koliko časa je od tega pač minilo, oziroma najprej so bile še študentske napotnice, pa pol preko očeta firma, pol pa lastna firma, ja. Tako da, ja. Zanimivo. Kaj pa, ker nisem vedel, ne, in ko sem se pripravljal na pogovor, se pravi, ti si šel potem osnovna šola, Gimnazija, gimnazija v Ja. Ljubljani, ja. katera? Jožeta Plečnika oziroma Šubičeva gimnazija, Šubičeva? ja. No, Okej. Šubičeva včasih, zdaj gimnazija Jožeta Plečnika. Pol si šel pa na teološko fakulteto. Ja, ta je pa kar, a ne, Ta pa kar je- ovinkac, ne. Kar ja. Ja. Kako pa to? A si želel biti župnik poj ali kako? Ali... Ne, v bistvu nekako najbolj me je interesiralo pravo. To je bil pa čas, ko sem se jaz dosti interesno tudi zanimal za religije različne, ne. Da sem bral Bhagavad Gito, pa pač tudi nekaj svetega pisma, pa te recimo, temu zdaj rečejo, kako že, New Age, ne. Saj veš, ko je bil vdor nekih knjig, različnih stvari, metafizičnih prostorov in tako naprej, in ker je mene to dosti zanimalo, sem rekel, kje lahko zdaj dobim jaz tako pač znanje, in sem šel, teološka fakulteta, pa pojmo, a ne. Glede tega sigurno. Ja, in ta informativen dan, se spomnim, da sem bil na novinarstvu, ki me je tudi veselil ful, in tam sem si tudi en denar, sem si pač, recimo tretji denar sem si kot novinar začel služiti. Okej. No, teološka fakulteta mi je bila pa po informativnem dnevu ful pač tako zanimiva in sem pol tam kar ostal, no. Tako da to je to. Okej. Ja. Na svoji poti, jaz imel kakšne izzive? Omenil si v bistvu slanje, kaj pa tako, kakšne drugačke, to je nek nov stil bil, ne? Ma skozi. Se pravi, to je, Peter, ti si moraš pač predstavljati, da je to, da boš ti reper bil. To ni nič drugega kakor lastna vizija bila, v katero noben drug, razen par kolegov, ki te pač pozna pa reče, da si dober, ni sploh percipiral kot nekaj, kar bi lahko pač bilo možno. Ne, to je bila samo neka lastna vizija, ampak toliko močna vizija, da je v bistvu vse te dvome, ki so prišli, je kar sežgala, zato ker si imel ta rap tokrat. Se pravi, če delaš nekaj res, da imaš rad, ampak iskreno rad, je to tako močen ogenj, ki gre tudi čez vse težave, a ne. Te ne more ustaviti, ne? Ne morete ustaviti. Pa kako pa najdeš to, kar te res vleče, ne? Mene je zadel. Jaz sem imel ta res zegen, vsak ima pač nekaj in jaz mislim, da najde na neki točki. Mene je to, bum, res skoraj, bi rekel, malo transcendentalna izkušnja, ne. Ko si predstavljaj si, da nekam prideš čist na neki rojstni dan in se tebi življenje spremeni za 180 stopinj. A je bilo naključje to? Ali ni bilo? Če so naključja, kdo ima od naključij ključ za njih, gospod Peter, kdo jih ima? No ja, ne vem, najbrž je, eni pravijo, da je usoda, mogoče je to tako močna želja, mogoče je ta ambicija nekega fanta, ki je bil pravzaprav skozi v ozadju, da bi rad nekaj povedal, da je končno dobil neko možnost. Mogoče sinteza vsega skupaj ali pa nekaj pač višjega, ne. Ja. So kakšni bili pa taki posebni momenti, ki so te zaznamovali v poti, tako, na poti. kaj si, da rečeš, moje življenje pogledam nazaj, to mi je ostalo v spominu, to. Na hitro ziher bo kakšna luknja vmes. Prelomnica mogoče. Prva je bila pravzaprav, da je mene dosti hitro po teh začetkih, po prvih nekih podzemnih underground koncertih, je mene kontaktiral Saš Kravos. Saš Kravos je bil takrat
predsednik fundacije Z glavo na zabavo. Z glavo na zabavo je skrbela za to, da je hodila okoli po Sloveniji in že takrat ozaveščala o da se lahko zabavamo tudi brez alkohola. A ne? In tisto izkušnjo, kar je meni dal, poleg pač prvih nastopov, je to, da Ljubljana ni Slovenija. Aha, ok. Oziroma, da ko ti enkrat prestopiš par kilometrov ven iz Ljubljane, se začne drugačen svet. In ta svet sem jaz že spoznal, ker pa sem prej skozi bil odzunaj, večinoma v Ljubljani, je bil to pravzaprav na začetku šok. Ampak ker sem ga že toliko mlad dobil in šel celo turnejo po Sloveniji, ne vem, predstavljaj si, kraj Fikšinci, ne? Kraj Fikšinci je izgledal takrat kot faraon klub, da greš nekam, se pravi, po neki, bi rekel, skoraj gozdni poti, furaš, kam mi gremo, se odpre ogromen klub. Okay. Noter akcija na polno. Mentaliteta pa seveda, ne, ti Ljubljančan, kaj si ti zdaj nankle prišel, ne, da mi ne bomo pili alkohola, aha, kaj da ne, zdaj je sobota, gremo, ne, in se pravi šoki, ne, ampak se pravi logika drugačna, ki je izven Ljubljane. In to ne mislim boljše ali slabše, da je kjerokoli, samo se pravi čist druga logika je, čist. A ne, in skozi nastope sem pa jaz to spoznal in vzljubil to. In jaz sem zelo sebe percipiran, ko se usedem v avto kot nek trubadur modern, gremo mi zdaj se pravi v akcijo in ko spoznaš raznolikost, pestrost karakterjev, Gorenjcev, Primorcev, Korošcev, Notranjcev, Dolenjcev, ja, je živo in tisto, kar me pa najbolj stopi, je pa to, kadar grem v kakšne, se pravi, manjše kraje, je ta srčnost. Srčnost, ki jo je Ljubljana dostikrat, bi rekel, izgubila. Čistost pa srčnost pa preprostost. Spontanost. To pa mene, to se pa jaz stopim. To je pa, ko prijem v stik s tako energijo. Lepo me, kaj sem razdelil. Ja. Čas res teče, tako da drage gledalke, ustavite se malo, gospod Čas. Se malo ustavimo in po kratkem predahu se vrnemo nazaj v tretjem delu z Trkajem. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Naš gost Trkaj. Govorila sva o prelomnicah v življenju, ne? Se pravi, prva je ta razlika med Ljubljano pa ne Ljubljano. Koliko smo blizu, a tako pač daleč in kako je različno, sej, to so zdaj zaradi digitalnih povezav, so te, bi rekel, razlike vse manjše. Ja, vsi so na telefonu. Tiki-taka tukaj, ne? Tiki-taka tukaj, okej. Pol naslednja je bila taka močna, ko sem jo dobil, ne, da ko smo zaključevali prvi album. In je takratni soproducent bila Anže Breskar, drugi je bil Dejan Radičevič, je rekel, ta-mal, used se sem. Kdo je dober producent? Pa sem jaz mislil, kaj zdaj, a veš, a hoče kaj, da mu zdaj pohvalim njegove bite, da je on dober. Sem rekel, ne vem, Daisy Juncker naredi dober bit, pa še nekaj je rekel, ta-mal, še nekaj. Sem rekel, kaj? Unka za ključ. Okay? In to mi je bilo tako, to mi je bila taka življenjska, to mi je bil tako dragulj, ki bi ga rad zdaj dal, a ne vsem, da ful stvari, najboljših pesmi, najboljših stvari konča v predalih, nekje v naših glavah in tako naprej. In če nekaj začneš, je pomembno, da tudi zaključiš. Tako da ta je bila... Naredi do konca, ne? Naredi do konca, ker se najbrž veš iz lastnih stvari, kako je, ko začneš nek projekt, kako težko ga je pa pol pravzaprav končati, medtem je mogoče album še malo drugačnejša stvar. Ja. A je v tvojem poslu v glasbi bolj, bom rekel, navdihujoča pot ali pol v bistvu, ko priješ do konca? Ne vem, če to snemanje albuma pa pol, ki se Veš, kako je, da dojameš skozi glasbo, dojameš eno stvar, da je čas ne teče v glasbi tako, kot teče izven glasbe. Ne? Kar pomeni, da recimo, ti bom dal primer, pesem Migi. Pesem Migi smo mi naredili takrat za zavarovalnico As, ko je še bila. Je bila pesem, ki je bila meni ful dobra, ni imela recimo ne vem koliko gledov, potem pa telefonski klic prejšnji let, mi bi radi, da cela iz plesne šole Kazina, ki imajo nek projekt, da cela Ljubljana pleše na to pesem. Kako bi ti takrat vedel, da bo neka pesem, ki je, da bo zdaj tako himna mladi? In take stvari se dogajajo.
kada za nekatere pesmi še ni prišel čas, za nekatere je, nekatera ideja, ki se ti kuha v glavi že 4 leta, se bo mogoče realizirala, ne vem, čez 10 let in tako naprej. Malo je konfuzno, no? Malo je drugačne zakonitosti veljajo v svetu umetnosti kot drugače. Ja. Kaj pa te zdaj motivira, bom rekel, da ustvarjaš naprej? Ostajaš v repu. Ostajam v repu. Tisto, kar me zdaj, se pravi, eno so definitivno otroci, ker sem skontil, da je korenina kreative pri njih, a ne, da je ta svet, ki ga imajo oni, ker še ni ukvarjal, da je to vzorec, da je to nekaj, s čimer bi mi mogli pač težiti, da si neobremenjen, da si prost, da si pač svoboden. In druga stvar, ki je pa ta bolj odgovoren vidik, da se mi pa zdi, da smo v Sloveniji aktivno državljansko prav zabiti. Ja. To pomeni, da koliko smo imeli ur matematike? Ogromno, 5 ur na teden v povprečju. Koliko smo imeli pa državljanske vzgoje? Jaz se nisem imel. Exactly. Veš, koliko imajo zdaj? 35 ur na leto, samo 2 leti. In pa mi pričakujemo, da bomo imeli odločujoče pa dobre državnike pa državljane. Ja, ne vem, če bo šlo s tako majhno kapaciteto. In tukaj se meni zdi en tak prostor, kjer bi rad v bistvu ampak to ne govorim stranke, to govorim civilna iniciativa, kaj je človek, ko se poveže z drugimi in ko ima nek jasen cilj in vizijo, kako lahko kot komunikator in hkrati razvijalec, se pravi, nekih boljših družbenih sprememb, socialno-organizacijskih veščin, ki jih prinese, kaj lahko ta konglomerat naredi za nas in za naslednje generacije, ki pridejo za nami. Ker jaz mislim, da smo mi, da se zaradi politike zelo hitro se skregamo, hkrati pa, ko nas nekdo vpraša, kaj je to princip subsidiarnosti, tle smo. V šolah, ki se omenja državljanska vzgoja, se tudi ni v bistvu računalništva, o AI se ne pogovarjajo, o komunikacijah se ne pogovarjajo, v bistvu se pravi, bi mogel biti nek predmet kmečka znanost, se pravi ZKP, zdrava kmečka pamet na vseh področjih. Pač ja, pa bi rekel še boljša, imaš, se pravi, 2 predmeta, ki sta temeljna za življenje. Kot si rekel, zdrava kmečka pamet, pa je pa še SSM. Kaj je to? Snađi se mujo. Tako da, da se pač v življenju, da imaš iskro, da si potisnen, da greš plavati v vodo, da se ti zgodijo take in drugačne stvari, ampak se znajdeš. Ampak kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Opala, zdaj smo pa že pri presežnih besedah. Ja, iščite in boste našli, prosite in vam bo dano, trkajte in se vam bo odprlo. Matej 7:7 iz Svetega pisma direkt za vas. Evo, ja. Cel čas želim te vprašati, a nam lahko kaj zarepaš? 100%. Ampak mi daš eno besedo? Eno besedo? Ja, ali pa šola. Šola. Ali pa deva družina, Šola in družina lahko damo tudi skupaj. In to, kar se zdi skupaj, se zlije v edinstven adut. Šola danes je edinstven varen prostor, ki ga mnogi mladi imajo, ker odzuni ne na domu nimajo šanse, da se lahko igrajo. Zato je treba šolo dati kontinuiran prostor varnosti in svobode. Zaradi tega, ker družina marsikoga bolj, kot sama šola zbode. In hkrati družina, da je tista ena in edina zdrava, pristna in dobra korenina. Dober oče, dobra mati ali kakorkoli že zrihtan imajo, da dobroto, igro, radovednost otroku dajo. Ja? Wow. Odkje je to prišlo? Jaz ne vem. No, to sem mislil, sem različil. Kad se pravi repaš ali improviziraš, kakorkoli, a imaš preden izgovoriš to že v možganih ali to enostavno gre? Saj si videl zdaj. Kako? Mikrosekunde, modem, veš? Ja, ka prva je bila, kaj si rekel, prva družina ali prva šola? Šola prva. No, ampak pa si rekel, pa družina. Zakaj ne bi skup? Veš, ne vem. Kar je mene rap naučil je to, ali pa freestyle me je naučil, da feeling ne vem, ne znam, ki ga ima po mojem vsak v glavi, da ga kar preskočiš ali pa kar zaplavaš. Gremo. Boš naredil napako, v redu, boš naredil, v redu, bomo že neki snađi se mujo spala mudrila, zimprovizirali. Po moje je pa zelo pomemben ta namen, da rečeš v bistvu, karkoli že bo, grem z dobrim namenom in se prepustiš. Osnova je preprosta. Špekuliraš. Dobre misli, dobre besede, dobra dejanja. Lepo. To je osnova.
Kje se vidiš čez 20 let? Čez 20 let se vidim kot učitelj. Zdaj študiram, da bom postal učitelj državljanske vzgoje in etike. Naredil sem že to pedagoško andragoško izobrazbo, še dodatno poleg teološke, ker bi ravno to rad dal. Ampak ne na način, zdaj se bomo pa mi učili, kako je sestavljen parlament, ne? Ampak da mlade potegneš, gremo ven iz razreda, gremo ven, poslušajte ljudi, glejte, tamle en gospod, ki takole mrko stoji, kaj mu pa je? A ne, vsi joj, tega se, do njega pa ne iti, ne, pej do njega, poslušaj njegovo zgodbo, začuti njegovo bolečino, kaj lahko rešiš? Pej okoli, pej trkati po vratih, zber neke pobude in tako naprej. Ustvari skozi aktivacijo in neko zavest, kaj nam demokracija omogoča, probi se ustvarjati boljši svet, ampak ne samo učbeniki, praksa. Tukaj se vidim, a ne, da mlade dvigujem, ker mi je bilo dano to, da imam vse ta ogenj, ki ne popusti, ki je šel od nekoga, nekega samorastnika, da se je naredil in to v drugih tudi vidim, da lahko imajo. In jo spodbudiš, ne? In spodbudiš to iskro. Če si pa ti to zatrl, pa ne moreš od drugih tega v to žerjavco pihati. Kaj pa je Rok takrat, ko ne repa? Takrat je pa skušam se truditi, da sem čim boljši oče, pa čim boljši partner in da spucam kakšne stvari za sabo. Ja, tako, to je to. Katere vrednote bi pa tvojemu otroku posredoval? Prva osnovna je dobrota, druga naslednja je deviškost, se pravi, da te ta svet materije, pohlepa, interesov, moči, hierarhičnosti, da te ne zavede in ne pokvari. Da ostaneš v srcu, radovednost, igrivost, doživljajskost, improvizacija in neka kontinuiranost in potrpežljivost, ki te vodi od začetnika do mojstra. To je to. In da ko si mojster, da ne pride gospa prevzetnost, ampak da se, ko si mojster, da se vrneš nazaj na začetek, da si vsak dan znova svež in začetnik, če tudi si mojster. Bravo. Rok, hvala lepa. Hvala lepa vsem. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bilo danes vse v oddaji Moja družina. Res zanimiv intervju. Hvala še enkrat, da si se vzel čas. Hvala Peter za vprašanje. Hvala gledalci in gledalke za vašo potrpežljivost pri gledanju. Upam, da vas je kaj navdihnilo in zaiskrilo vašo žerjavico, ki jo imate v srcu. Tako, in vabljeni k ogledu ostalih oddaj Moja družina.